malo hotel mene, verjetno perati, ali sem... Ne, nisem hotel tega, pa če se ne bom jih imel prispevka, kot sem ga ti interno napovedal. Mislim, da na tej točki tudi noben nav zameril, da bom verjetno zelo kratek, ker nisem čisto prepričan, če lahko zelo veliko dodam vsemu. Ampak zdaj, če smo zdaj tako umetno ločili na teorijo po prakso, recimo, da bomo tako v vlogi histeričnega poskusa identifikacije z prakso. Dobro, sem se pa nekako... Ja, bom probal. Mislim, nekako sem se probal sredotočiti na neke tekste, ki so v te aktualni krizi, kakor je rečejo, se pojavili. V bistvu sem uporabil dva, ne zato, da bi izhajal iz neke analize diskurza, ampak zato, da bi jo izkoristil za nekaj, kar je mene motivno, kar je mogoče zdaj že malo za časom. Recimo tako begunska kriza od Adoža. Zdaj res poudarjam, da ne gre ne za analizo nekih tekstov, ampak bolj za mojo zlorabo. Skratka, v nedavnem intervjuju Ajgul nekaj pove in nas umetno to ločil v neki dve poziciji. Ne, da bi zdaj te preučital, ampak čisto umetno. Skratka, mislim, da imajo tudi begunci oziroma njihovo osvobodilno gibanje emancipacijski potencial. Potem malo naprej, ker če zdaj ne izkoristimo trenutka, da se radikaliziramo in postanemo borci za odprte meje, preostane le še druga radikalizacija in to je za zaprte meje. Zdaj ne, da bi govorki karkoli učital, ker kot rečeno bom probal nekako ločiti te dve izjave. Se pravi, kot nek poskus tega, čemu se naslovu današnjega dogodka reče begunsko gibanje in fronta za odprte meje, pač kot nek poskus artikulacije tega kot nekega emancipatornega gibanja, se pravi kot neke afirmacije, ki neposredno pelje v politično delovanje. Pač ta artikulacija tudi ima svojo minimalno izjavo, pač odprte meje za vse. Tudi čas, ne. In na drugi strani nekaj, kar se iztrgano iz konteksta, kaže kot zelo neka opozicija. Smo za odprte meje, smo za zaprte meje. In zdaj, mislim, da je to mogoče iztrgati iz konteksta, pokaže nek drug tekst, ki tudi kroži po spletu, ki prihaja od nekega človeka, za katerega si tako postavlja, da mora pač povedati neko mnenje in ki je bil tudi dosti kritiziran. Vse se bom lotil neke kritike, pa tudi neke apologije, ampak samo pač recimo, da bom probal označiti nek izverni greh. Gre seveda za Žižka, ki napiše nek tekst. Norveška ne obstaja. In v njem pove par stvari. Mislim, ki me niti trenutno ne zanimajo, začne pa na nek zelo značilen način. In to je ta, pač ne bom ga citiral, ampak nekako če opišem. Žižka, ja. Nekako dramatično začne. V Evropo je plustil val beguncev in tako je sprožil dva odgovora. Pač na eni strani levi liberalci, ki so za odprte meje. Po drugi strani pač populistični anti-imigranti, ki so pač za zaprte meje. Žižek se seveda značilno vpraša, katera možnost je boljša in značilno odgovori, da je to slabše. In to nekako utemeljuje na način neuspeh in pač levi liberali, lepe duše, ki svojim nujnim neuspehom svoje zahteve v prihodnosti pač filajo moč
svojim nasprotnikom, pač desnim populistom. In tako naprej. Pač nek, in zdaj jaz to skušal samo vrniti nazaj. Kaj bi bil nek izverni greh take pozicije, je pač glih to. Imamo nek, recimo nek dogodek ali pa nek udor nekih beguncev in potem dve reakciji. In se vprašamo, katera je boljša in seveda nobena ni dobra. Zakaj nobena ni dobra? Zato, ker obe reakciji gledamo kot reakciji. Kar deloma nujno tudi stane. Ampak kar je tule napaka, je to, da ta začetni poskus, begunci imajo njihovo svobodilno gibanje, imajo imigracijski potencial. Mislim, da je nek poskus, ki gre onkraj tega, da je samo, pač, kakor vidim fronto, nek poskus ne reagirati na nekaj, kar se preprosto zgodi in potem postavljati opozicijo do neke drugačne reakcije. Ampak pač stopati nazaj pač, in postavljati vprašanje, in jaz tudi, mislim, meni ne bo že vrata povedal sveč od tega, pač postavljati vprašanje političnosti, pozicije, ali pa stališča, ki pač tukaj nastopa s to minimalno izjavo, odprtih ne za vse. Ker pač, če se vrnem čisto k prvim izjavam, je zgolj priznanje mislim, pač vprašanje bi bilo, kaj je ta političnost. Ne? Sam rekel pač, da tukaj mislim, da ne zadostuje samo to pripoznanje situacije, da migracije postajajo vse bolj del našega vsakdanjega življenja. Ker to je pač dejstvo, ki se očitno postaja vse močnejše in vse bolj izkušano. In v tem smislu je to, kar se zdaj imenuje kriza, samo neka zaostritev. Da zunaj ostal nedokončan, pa se mogoče še kaj kasneje vključiti. Hvala.